Lepo pozdravljeni. Tokratni gost oddaje Drzni zmagovalci je podjetnik z vizijo. Je pionir avtomobilnosti v Sloveniji. Z nami je gospod Andrej Pečjak. Lepo pozdravljeni, gospod Pečjak. Dober dan. Vi ste tudi solastnik, ustanovitelj in direktor skupine Metron. Kaj zdaj počnete v Metronu? Ja, zdaj je Metron nekaj zelo drugega, kot je bil pred leti. Pred leti smo bili znani kot pionirji, ampak žal tisti časi pionirjev so pri elektromobilnosti minili. To smo ugotovili pred 3 leti in tudi nekako simbolično to zaključili s predelavo DeLoreana, se pravi tisti avto iz Back to the Future, da nas popelje v prihodnost in zdaj v bistvu se gremo proizvodno pa inovacije, ki so povezane s to proizvodno. In sicer delam tako, da bi ljudje najlepše razumeli, pametne kable delamo. Se pravi, imaš ti polnilni kabel, ki ima tudi svojo pamet, ki lahko prilagaja odjem, to se pravi, ko je tarifa višja, bo znižal odjemno moč, prilagaja se lahko varovalkam, prilagaja se lahko sončni elektrarni. Se pravi, delamo take kable, pa tudi take polnilne postaje v obliki škatel, kot se reče, te wallboxi ali pa stebrne polnilne postaje. In te tako zvani pametni kabli so v bistvu tudi polnilne postaje, samo da je vse noter v kablu. To so te tako imenovani smart grids, ne, kot pravijo. Ja, vse skupaj se povezuje v smart grid, ker je tudi en del tistega, kar sem jaz že prej razvijal, v bistvu je to bolj razvoj, Sustainable Energy Cycle ali trajnostni energetski krog, ki sem ga tudi predstavil v New Yorku leta 2015, pa sem bil takrat imenovan za finaliste v World Technology Award. No, zdaj ti kabli, to so visokonapetostni ali za gospodinjstvo tudi, za nizko napetost? To je v bistvu, napetost je 400 voltov trifazna ali pa 230 voltov enofazna, se pravi isto, kot imate v hiši. Ker mi smo tu šibki, ne? Zdaj se je videlo, recimo, ko se hiše pač pripnejo na kable, da tako rečem, na napetost, na elektroomrežje, praktično kablov ni, ne? Tu smo šibki, tu je tista... Tle rešitve so in imamo že v Sloveniji, imamo tudi inovatorja, firmo NGEN Žirovnice, ki je to spravila precej naprej. Rešitev je v mikroomrežjih. Se pravi, da imaš ti v svoji hiši baterijo, pa fotovoltaiko imaš ali pa je nimaš. Bistvo je, da imaš baterijo in lahko s to baterijo prilagajaš odvzem. Se pravi, da nikoli ne prekoračaš tisti odvzem, da ne preobremenjuješ omrežja. Imaš tudi to možnost, da takrat, ko je elektrika poceni, polniš baterijo, ko je elektrika draga, pa daješ ven iz baterije. In to je prihodnost, v tem je prihodnost. Neke države to imajo že zelo močno razvito, recimo Švedska pa Kalifornija. Tam se vidi, da se to splača. Torej, to bo tudi rešitev zdaj, ko bo ta elektrika tako draga, glede na uro odjema, bomo lahko na nek način prilagajali, bomo to koristili in potem shranili, ali kako boste? Ja, to je rešitev, ker treba se bo navaditi na to, da energija ne bo več toliko poceni, kot je bila do zdaj, oziroma bo še poceni, ampak ne vedno. Zdaj bo bolj te razlike po urah, po času osončenja, po tem, kdaj piha veter, potem, kdaj so reke bolj vodnate in v teh časih bo tarifa seveda precej nižja. Recimo v Kaliforniji imate vi tarifo od nič, pravi elektrika brezplačna, če jo trošiš, do več kot $1 kilovatna ura. In to se pa zelo hitro naredijo razlike, s katerimi se ta investicija poplača. Treba vedeti, da se tudi baterije zelo cenijo in da te stvari hitro prihajajo, samo premalo so ljudje seznanjeni s tem. Ljudje tega ne vejo, mediji ne vejo in zaradi tega je to še zmeraj vse skupaj eni temi. Pa tudi malo je strokovnjakov, ki bi to dobro poznali. To področje je še zelo, bom rekel, v sivi coni. No, ko sem vprašala umetno inteligenco, poglejmo, kaj je povedal ta tako imenovani kopilot. Kdo je? Seveda Andrej Pečjak. Andrej Pečjak je električni ultramaratonec. Prevozili ste 824 kilometrov z enim polnjenjem električnega avtomobila. Prvi avto na električni pogon, pred 11 leti izdelal svoj prvi avto na električni pogon, vizionar in raziskovalec in tako pravzaprav in seveda tudi alpinist in sodnik lednega plezanja. To vrže ven računalnik takole v
praktično 30 sekundah o vas. Pa pojva zdaj skozi to zgodovino. Vi ste se začeli ukvarjati z avtomobilnostjo že zelo zgodaj. Brala sem kar nekaj člankov, menda je bila vaša prva beseda, ko ste bili otrok, avto. Ja, prva beseda je bila avto. In tudi žena Jasna me je pritegnila s tem, ko si je začela, ko sva se pogovarjala o avtomobilih, ko sva se spoznala pred koliko leti. Vedno sem bil nekako vezan na avtomobile in tudi študiral sem motorje z notranjim izgorevanjem. Tudi dobil sem Prešernovo nagrado za študente spet z področja motorjev z notranjim izgorevanjem, tako da ko sem bil mulc, so mi rekli, da mi namesto krvi teče bencin po žilah. In ste predelali kar nekaj avtomobilov že takrat? Nek Volkswagen je bil znan, hrošč, predelan. Ja, predelan v Mercedesa. Ja. Imel je Mercedesovo masko, pa neke dodatke je imel, da je manj porabil. V bistvu sem bil jaz zelo bencinski fan. Do nekih trenutkov, pa te trenutki, ko se je meni to premaknilo, niti niso bili takrat še z okoljem povezani. Ključni trenutek, tisti starejši, vi se mogoče spomnite, je bilo to, da so bili v veljavi neki boni, pa sistem par ne par, se pravi, bencin ni bil več neka dobrina, ki si jo lahko kupil, ampak je bila omejena na 40 litrov mesečno. Midva z ženo sva bila pa študenta in sva takrat stanovala v eni vasici v Selški dolini, ki se imenuje Lajše, in seveda od tam se voziti na predavanja, bi midva tisti bencin pokurila v enem tednu. Tako da je bilo treba iskati rešitve. Takrat sem jaz tudi ugotovil, da je vsaj Evropa zelo narobe zastavila, da smo se vezali na nek energent, ki ni naš. Mi smo strateško katastrofalno odvisni od dobre volje trenutno Rusov pa Arabcev, večinoma. To je pa nekaj, kar mi strateško ne bi smeli dopustiti. In takrat sem prvič začel razmišljati o električnem avtu in sem tudi začel sestavljati neko trokolo, zato ker za avto takrat še ni bilo tehnologije, da bi prišel toliko daleč. Samo ker nisva imela denarja, je tisto stalo samo v bistvu bolj ne samo na papirju, tudi v kupu enega materiala, ki ga nikoli nisem uspel zvezati v neko funkcionalno celoto. Ampak takrat je bila prva ideja, da bi se na elektriko vozila do Ljubljane na predavanja. Pa sta se kdaj potem, kako je bilo s tem prvim električnim avtomobilom? Midva sva potem še vedno ostala v avtomobilskih vodah, odprla sva firmo za prodajo rezervnih delov avtomobilskih. Potem sva se v glavnem ukvarjala s temi avtomobilskimi deli. Potem sva to firmo prodala leta 1998 in potem sva 4-5 let v bistvu samo plezala. Sva bila na nek način, nisva bila profesionalna alpinista, ker nisva zaslužila s tem, ampak sva se ukvarjala praktično samo z alpinizmom. Potem je pa sledil ta prehod najprej v diagnostiko vozil, te sodobne diagnostične naprave. Delal sem na teh napravah za tisto firmo, kateri sva midva svojo firmo Avtodelov prodala. Potem je pa tle pa majhen korak do električnega avtomobila. In ta prvi avto, ki je bil električni, vaš avto? V bistvu smo, že ko sva imela firmo za avtodeli, sva midva že hotela imeti dostavnik na elektriko, takrat so ga pri nas razvili, eno Škodo Favorit, in sva midva tiste dele že skoraj kupila in ugradila, pa je potem prišlo do nekega dogodka, da tistega nisva ugradila v avto. Ampak že takrat sva gledala te električne avtomobile. Prvi večji premik je bil pa to, da je prvi Prius, ki je bil v Sloveniji, Toyota Prius, se pravi hibridni avto, so novinarji skarambolirali in sva midva to totalko kupila in s pomočjo kolegov smo to popravili in takrat sem se prvič srečal s temi visokonapetostnimi deli. No, ker tudi servis je potem nevaren, ne? Mislim, ni nevaren, to je mit, ki ga širi fosilna industrija. Na avtu 400 voltov mirno primeš, zato ker nima potencijala naproti zemlji. To je čist nekaj drugega kot elektrika iz vtičnice, ki ima potencijal proti zemlji.
Ta pa nima potencijala proti zemlji. Moral bi prijeti plus pa minus, da bi te zrukali, kar je komaj verjetno. Ampak orodje pa je malce izolirano. Orodje mora biti izolirano, ker če narediš kratek stik, imaš ognjemet. Tudi to se mi je že zgodilo, se ti ključ stopi, v bistvu izpari v hipu, ne, in tisti koščki nevarni. Ja. Torej, ta električna vozila so na nek način še vedno v povoju, ne. Tudi, recimo, če gledamo Evropo, koliko ima Slovencev danes že tako imenovano to znano Teslo ali pa električni avto nasploh? Približno 1% vozil v Sloveniji je električnih, od novih prodanih je pa tam nekje 8,5%. Mi smo pod svetovnim povprečjem. Svetovno povprečje je 15%, evropsko mislim, da je 19%. Mi smo pod, no, ampak glede na našo lokacijo in zgodovino tudi ni za pričakovati, da bi bili kje vodilni v tehnologiji, nikoli nismo bili. Mogoče se bo to kdaj spremenilo, upam, da se bo, ampak zaenkrat pa nismo glih. Je pa škoda, ne, zato ker se precej vozimo z avtom, ker imamo ostalo to infrastrukturo za javni potniški promet bolj podhranjeno. Ni samo to, da je, res je, ja, javni promet je slab. Ampak ni samo, da je slab, malo je tudi problem poseljenosti Slovenije. Slovenija je drugače poseljena kot večji del Evrope, recimo mogoče je Švica malo podobna nam, pa Avstrija. Veliko imamo teh vaških naselij, veliko ljudi živi izven urbanih središč, veliko je, rekel, slabo dosegljivih dolin, nekatere povezave so tudi dosti težke za izvesti, recimo, kako bi to povezali. Ja. Druga stvar, ki pa je pa problem centralizacije, ki je nastala v zadnjih 30 letih. Se pravi, da se je večina firm preselil v urbana središča, medtem ko ljudje pa stanujejo izven urbanih središč. In to vodi k večjim migracijam in zato v bistvu so naše gužve na cesti, ob pomoči Darsa seveda, primerljive z gužvami v milijonskih mestih. No, ampak vendarle, električni avto, ali ta v bistvu je rešitev za vse to, kar ste rekli? To redko poseljeno, ampak višina, recimo, ne. Domet električnega vozila je, dobro, vi ste več kot 800 kilometrov. Mi se zdaj s temi avtomobili ne vozimo več, ker pač uspešna firma, smo tudi razvajeni in se v glavnem vsi vozimo s Teslom. Tudi zaposleni se vozijo več ali manj na elektriko. Mogoče samo 20% zaposlenih, da se ne... Torej, to je vaše podjetje, ne, iz zraka. Vi imate Tesle, koliko Tesel imate? Podjetje jih ima 5, potem je pa še nekaj teh, ki jih imamo v zasebni lasti. Torej, Tesla je odgovor na to vprašanje, kaj kupiti ali ne. Kaj predlagate? Reklamirati Teslo je tako. Vseeno je v principu ameriški avto, ki ga človek v Evropi težko reklamira. Po drugi strani je pa trenutno Tesla Y najbolj evropski avto, ker je narejena v Berlinu in noben avto, drug evropski avto, nima toliko komponent, ni toliko sestavljen v Evropi, kot je ravno Tesla. Tako da je Tesla Y zelo evropski avto. Tesla je po svoji filozofiji združila računalnik in avto. In je ta avto na nek način drugačen od drugih. In to je tudi edini avto, s katerim se danes lahko peleš kamorkoli. Mi se vozimo po celi Evropi. Domet je kakšen? Domet je po avtocesti, če malo pritisneš, kar je v Tesli težko ne pritisniti, je okoli med 300 in 350 kilometri. Ampak Tesla je poskrbela, da ima na vsakih 50 kilometrov hitre polnilnice, kjer napolniš v 20 minutah. Tako da, ne vem, iz Kelna do doma rabim nekje med 10 in 11 urami, ampak od tega 2x20 minut, ne, polnjenja. Ja, ni problem polnjenja, ne, tle so problem zastoji po Avstriji, ker oni so tudi mojstri za to, da prekopljajo vse avtoceste, pa ravno v turistični sezoni. No, ampak vendarle, recimo tudi sama sem bila spomladi v Stuttgartu na nekem sejmu in ko pridemo ven po sejmu, glejte, gori v garaži, vnela se je Tesla in zraven zgoreli še 3 drugi avtomobili. In sem si Tesla rekla, se je gorela. Ja, tako so povedali. To bi dvomil, zato ker je Tesla je najmanj gorljiva avto od vseh. Že itak statistika kaže, tudi naša statistika, ki imajo gasilci, pa svetovne statistike kažejo, da je električni avto od 10 do 20 krat manj možnosti, da se bo vnel kot fosilni. Ampak vedno to pripišajo električnemu avtu. To pa zato, ker so mediji, veliki mediji, ne govorimo o naših, v solastništvu firm, ki se napajajo iz naftnega denarja. Morate vedeti, da je
nafta najmočnejšo finančno gonilo tega sveta. To je edina finančna industrija, ki je večja, kot pa je finančna industrija, orožarska industrija ali pa mamil. Nafta je najmočnejša. Torej, kakšna je vaša... Ljudje, ki imajo v lasti, ali pa države, bom rekel, ki imajo v lasti nafto, trenutno marsikaj kontrolirajo. In oni točno vejo, da če jim to pipo zapreš, bodo oni precejšnji reveži, ker ne znajo nič drugega delati. Kaj mislite, da bi bili savdski princi brez nafte? No, dobro. Ampak recimo, ali je večja možnost, bom tako vprašala, da zagori električni avto kot benzina? Ta možnost je bistveno manjša, lahko tudi naše gasilce vprašate. To je samo napihnjenost preko medijev, ki jih nekdo polni s tem, da je treba to napihvati. Recimo, primer, da je to, da zagori Tesla v Novi Zelandiji, to pišejo slovenski mediji. Ampak to, da pa vsak dan v Sloveniji zagori več kot eno fosilno vozilo, pa ne napiše nihče. Razen, če nekdo živ zgori noter ali pa če je zaradi tega tunel zaprt. Več pa tega ne pišejo, ampak vsak dan zgori en avto, veste, vsak dan. No, te samo napihujejo električne, plus to, da so dostikrat lažne informacije, recimo na Norveškem je pogorela garaža in so takoj obtožili električni avto, potem se pa ugotovili, da se je ožgal en star fosilc, ker mu je gorivo puščalo, ker je to nadzorna kamera ujela, ampak novica, da se je podrla garaža, to novico so objavili tudi vsi slovenski mediji. Medtem ko to, da pa to ni bila v električni avto, je pa objavili redko kjer mediji. In je ta medijski občutek gorljivosti tako močen, da včasih še mene prepriča, da je to res to gorljivo. No, ampak glejte, vprašanje, recimo zdaj pred dnevi berem, da je Jadrolinija seveda rekla, da je treba z polovično napolnjenimi baterijami. Ne, to ni Jadrolinija. Neka norveška firma ladijska, pa da poveš, da je električni avto zaradi primera požara. Ravno to vam hočem povedati, da je zelo močna propaganda, ki jo napajajo petromilijarde. In ta propaganda je usmerjena proti električnim vozilom, pa imate pa še dodatno propagando, ki je usmerjena proti Tesli. Proti Tesli so v principu vsi mediji. Zakaj? Tesla ne plačuje reklam. Tesla v vsej svoji zgodovini ni plačala niti ene reklame enemu mediju. In zato jo noben medij ne mara. To je jasno. Ampak dobro, a je Jadrolinija naredila kakšen ukrep? Kaj vi rečete? Jadrolinija, edini ukrep, ki ga je naredila, je, da morajo biti razmaki, se pravi, da nista dve električni vozili skupaj, da mora biti, ti moraš prijaviti, da imaš električni avto, pa da en električni, en fosilni. Zakaj je ta razmak? Ne vem točno, zato so nekaj naredili, po moje. Ni nekega pametnega razloga. No, to s polovično napolnjeno baterijo? To je pa v Grčiji. To ni Jadrolinija. Zakaj pa polovično napolnjena baterija? Zaradi tega, ker je baterija v bistvu, če je od pol proti nič, sploh ne gori. Baterija ne boste vžgali, če je pod polovico. Če je pa čist napolnjena, pa bolj gori. Čeprav je to spet več ali manj vezano na starejše avtomobile. Nov avto ne boste kar tako vžgali električni. Videl sem slike Tesle, ki je pogorela, da je do nespoznavnosti, ampak baterija je cela. Smo celo dubali ven, to baterijo smo potegnili ven in so celice še uporabne. Tako da te nevarnosti se zelo pretiravajo. Kar se tiče pa Norveške, je pa ena sama trajektna linija, samo ena je prepovedala električne avtomobile in to zaradi tega, ker je lastnik tudi zelo velik lastnik naftnih ploščadi. On je sovražnik električnih vozil. Drugače na Norveškem je praktično vsak avto, 80% avtomobilov je električnih, se danes prodaja in pol voznega parka je že električnega. To se pravi, je neka zarota proti električnim vozilom? Absolutno je. To ni zarota proti električnim vozilom. To je zarota proti energetski transformaciji. Zaradi tega, ker so ene države, celi sistemi, tudi veliko vplivnih ljudi je zelo povezanih z fosilnimi gorivi. In če to pipo zapreš, so oni brez denarja. In ta zarota skupaj, to je v bistvu, to je ista zarota, ki deluje proti prehodu na elektriko, ki je nujen, deluje tudi proti prehodu na jedrsko energijo, ker tudi ta jedrska energija jih žuli.
Oni bi nafto pa plin prodajali. No, pa vendarle opazila sem, ko sem brala o teh električnih vozilih, da je tudi sistem gašenja nekako poseben, ne? Kako je treba potopiti cel avto v vodo ali v nek bazen. Kako se pa gasi potem tak požar? V bistvu se gasi z vodo, tako da je to dosti enostavno. Voda je najboljši medij za gasiti. Zdaj, cel avto potapljati, koliko ima to smisel, v bistvu je, da se hladi. Edino, kar je res razlika, to je najboljši, če res tudi kdaj gasilce vprašate, ker so pri nas že kar izobraženi, kar se tega tiče. Avto je treba hladiti, pa edina, kar je res razlika, je to, da not v bateriji še tečejo lahko procesi in ko je na videz pogašeno, se lahko vname še čez, ne vem, 12 ur, 20 ur. Zdaj treba ta avto še nadzorovati dalj časa, ker bencinski pogori zelo intenzivno, kar je tudi bolj nevarno. Ker v benzinskem avtu lahko ljudje zgorijo, v električnem še noben ni zgorel, zato ker imaš čas, da greš ven, ker ne gori tako intenzivno. Intenzivnost je manjša, ampak se pa dalj časa tam noter kuha. Je pa res, da te avtomobili zadnje generacije komaj še gorijo, ker tudi baterije se zdaj praktično ne delajo več s kobaltom, pa ne zaradi afriških otrok, ker so spet, je bila velika propaganda, da afriški otroci kopljajo kobalt. To v bistvu ne te, ne kakšne druge industrije čisto nič ne zanima, ampak zaradi tega, ker je kobalt drag in ker je strateška surovina, ki je samo na 2 točkah na svetu in tega industrija ne mara. Zato so baterije, ki se zdaj delajo, večinoma že brez kobalta ali pa zelo malo kobalta. In je tudi te baterije, to so litij ferofosfat, ki zdaj že skoraj prevladujejo, so bistveno manj gorljive. No, zdaj je bila spet izvoljena gospa Ursula von der Leyen, ne, za predsednico Evropske komisije in ona je zdaj poudarila, da bo nadaljevala s tem zelenim prehodom evropskim, mogoče z malce večjim poudarkom glede na ta očitek, ki je bil, da propada evropska industrija, ne, da bo vendarle dala težo industriji. Zdaj vprašanje je, kje je tu sploh priložnost za evropsko industrijo glede na kitajska električna vozila, ki so cenovno ugodnejša, tako piše. Kje se tu lahko vidi neka industrija, mogoče tudi slovenska? Slovenska industrija ima dobre možnosti zaradi tega, ker je majhna in smo v bistvu podizvajalci. Podizvajalci smo pa lahko ali Kitajcem ali pa Nemcem. Itak smo podizvajalci, več ali manj naša industrija je podizvajalc, pa mi nismo tako slabi. Imamo veliko te električne industrije, ki je dovolj dobra, dovolj napredna, imamo veliko inovacij, zapravi mene zelo ne skrbi za našo industrijo. Za nemško pa me skrbi, ampak razlogi niso v zelenem prehodu, razlogi so v tem, da niso prav čas ujeli tempa, prav okosteneli so, ni bilo razvoja v pravo smer. Delno je pa kriva tudi nemška energetika. Ampak ne zaradi zelenega prehoda, ker vetrnice delujejo, fotovoltaika deluje in to je v bistvu še edina poceni energija, ki jo oni imajo. To je spet kontrapropaganda, ki jo je nekdo plačal, da je usmeril bes ljudi proti temu. Ampak to je edino, kar je pri njih poceni. Edina energija, ki jo oni še imajo, da je poceni, je, kadar veter piha, pa kadar sonce sije. Vsa ostala je draga. No, recimo tole slika zraka vaših poslovnih prostorov. Vi praktično imate to fotovoltaiko povsod. Mi imamo fotovoltaiko in baterije in smo v bistvu energetsko neodvisni. Naši računi za elektriko so 50 € mesečno, pri tem, da upravljamo vse prevoze z električnimi vozili. Se pravi, nimamo stroška za bencin ali pa nafto, nimamo stroška ogrevanja, nimamo stroška hlajenja. Ste pa tudi vi imeli nek požar? Jaz sem doma, ja, v temle, kaj je bil to? Hlev? Bivši hlev, ja. Ja. Pa ste imeli fotovoltaiko? Ja, ampak kaj je bilo krivo? Ne, kriva je bila klima, ki je bila vezana na staro napeljavo. Fotovoltaika je celo delno preživela. Predvsem so pa vse baterije preživele, ki so bile noter. No, tudi fotovoltaiko ljudje, tako mnenje je tako, krivijo za marsikateri požar. Bil je nek kmetovalec iz Počmarne gore, ne, ki mu je zgorel ves hlev in so rekli, to so napeljave, to je fotovoltaika. Ali je fotovoltaika nevarna? V bistvu je vsaka stvar, ki jo montiramo od klime do štedilnika, je lahko potencialno nevarna, sploh če je slabo montirana. Drugače pa treba je pogledati uradne statistike. To je edino, kar šteje. Ne glede na število fotovoltaik, ni nekega
povečanja zaradi tega, da bi se vnela fotovoltaika. Edino, kar je to, da tako kot zdaj montiramo fotovoltaike, to je, da pokrijemo celo streho, je problematično, če začne v stavbi nekaj goreti, karkoli, ne fotovoltaika. Ampak problem je, ker gasilci ne morejo prebiti strehe, ker je ta fotovoltaika konstruirana tako, da zdrži tudi najmočnejšo točo ali pa skoraj najmočnejšo, tiste najmočnejše ravno ne, in jo ne moreš prebiti. In je problem, kako priti zraven. In bi bilo boljše, če bi bil vmes pasovi, tako so mi vse gasilci rekli, kjer bi lahko streho prebili, pa not prišli. Se pravi, ni to vzrok požara, ampak če je požar, je potem malo teže gasiti, če je ta fotovoltaika prekriva streho. No pa ob toči je bila tudi razbita fotovoltaika zdaj, ne? Tu pa tam je razbita, seveda, ampak ob toči so razbite tudi strehe, avtomobili. Fotovoltaika je sorazmerno poceni. Danes je en modul nekje 50 do 60 evrov, kar je primerljivo s ceno kritine. Ne? Če vam pa avto razbije, so pa to precej hujši stroški, tako da tle ni zaradi tega stroškovno, ne bi rekel, da je to tak problem. No, ampak če gledava zdaj električna vozila, pa tudi fotovoltaiko, mi s tem, ko to kupujemo, prej smo rekli v redu, podpiramo pri bencinskih motorjih, podpiramo ta pretežno arabski svet, da tako rečem, te, ki imajo nafto, pri tem pa tudi podpiramo koga? Kitajce, če to kupujemo. Evrope ne očitno. Tudi Evropo, saj mi imamo ampak zelo Kitajce velikega... tudi, ne, recimo ta Tudi, odnos do tudi. Kitajske, zdaj so vsi napirjeni proti kitajskim električnim vozilom, ker so bistveno cenejša. Ja, ker so vzpostavili drugačne metode proizvodnje. Delno je tudi zaradi subvencij, to je res, ampak tudi evropska avtoindustrija dobiva mogočne subvencije. Če se vrnem nazaj k Nemčiji, zakaj je prišlo do tega energetskega zloma, zakaj je v Nemčiji elektrika za gospodinjstva daleč najdražja, med drugim je več kot dvakrat dražja kot pri nas. Oni so šli v neko energetsko tranzicijo, ki pa ni bila ravno tako zelena, kot se govori. Ja, veliko se je investiralo v vetrnice in fotovoltaiko, ampak ključ njihove energetske tranzicije, ki se je delal po 90-ih letih, se pravi po tem, ko je razpadla Sovjetska zveza, je bil navezava na ruski plin. Se pravi, oni so vsa jajca dali v eno košaro. Celotno ogrevanje Nemčije, celotna industrija je bazirala na cenenem ruskem plinu. Zaradi česar se potem niti ni izolirali stavb, tako kot bi se jih morali, ker je bil plin vedno poceni. In zdaj, zaradi politične situacije je prišlo do tega, da ruskega plina ni in ga je treba nadomestiti za plinom, ki se dovaža s tankerji in je bistveno dražji, zato prišlo do dviga cene. Kar so pa oni istočasno še naredili, kar je bil pa še dodaten nož v hrbet, je pa to, da so zaprli vse jedrske elektrarne, tudi tiste, ki so bile najnovejše, ki so bile nove, brezhibne, kjer je bila velika investicija, vse je bilo pripravljeno, ene so celo delale, pa so jih zaprli brez enega pravega razloga. In seveda, ko je prišla energetska kriza, ki je bila zaradi vojne v Ukrajini, so bili Nemci na njo nepripravljeni in ta energetski zlom se pozna tudi na njihovi industriji. Torej, ampak tega niso krive vetrnice, Ja, vetrnice še vedno delajo. kitajska vozila električna, zakaj so cenejša in ali bi morali uvesti carine? Ne, bi morali, oni so itak uvedli carine. Zdaj, po eni strani bi Evropa rada, da se prebivalstvo čim prej elektrificira. Prebivalstvo ima določeno kupno moč. Mimo tega ne more. Ta kupna moč je nižja v južnih, vzhodnih, jugovzhodnih državah Evrope in višja v severnih državah Evrope. Nove avte za 50 000 evrov ali pa 40 000 si redko kdo lahko privošči. Večina, ko kupuje nove avtomobile, gleda po avtomobilih, ki so nekje med 15 in 20 000 evri. Pred kratkim so bili še avtomobili po 10 000 evrov, pa jih žal ni več. Kitajci pa take avtomobile znajo narediti. In zdaj s tem, ko smo nabili na te avtomobile carine, smo v bistvu odrezali tisti malo manj premožen del prebivalstva od možnosti, da si kupi električni avto. Na nek način je to zaščita evropske avtoindustrije, ki dela drage avtomobile, po drugi strani je pa tudi nož v hrbet, ker danes je svet globalen in večina evropskih proizvajalcev, recimo Dacia, proizvaja svojo električno dačo Spring na Kitajskem in je zdaj podvržena visoki carini in zaradi tega ni več tako zanimiva za trg. In to je bil drugi najbolj prodajani električni avto. In vi ste eno dačo predelali, ne? Ja, tisto smo predelali, ja.
Potem imate BMW, ki en električni model dela na Kitajskem. Volvo dela tudi en model na Kitajskem. In vse te firme so zdaj prizadete. Tako da so, predvsem nemška avtoindustrija je prosila Evropsko komisijo, naj ne uvede teh carin. Oni so pa uvedli carine, da zaščitijo avtoindustrijo. Avtoindustrija očitno te carine noče. Tako da tle bi rekel, da niso najbolj modre odločitve, gospodarsko gledano to niso najbolj modre odločitve. Torej, ena od odločitev, ki se napoveduje, je prepoved motorjev z notranjim izgorevanjem. Kaj pa o tem mislite? Prepoved prodaje novih vozil leta 1935. Ja. Jaz sem en redkih fanatikov elektrifikacije, ki je res proti temu. To pa zato, ker je to treba je gledati psihologijo. Veste, moj oče je bil psiholog. In veliko stvari ni zaradi nekih tehničnih problemov, ampak psiholoških. Tudi ta vnetljivost vozil je psihološki problem, ker so nam mediji ubili v glavo, da so električna vozila vnetljiva. In zato to verjamemo. In tle moramo iti, pri taki prepovedi se moramo zavedati, da Evropa niso samo Švedi pa Nemci. Švedu pa Nemcu rečeš, ja, leta 1935 ne boš več kupil bencinskega avta, pa ga ne bo kupil. Potem imate pa Špance, Italijane, Balkan, vzhodno Evropo, kjer ko bo država rekla, tega ne boš smel več, boš ti hitro kupil. To imamo še vsi nekje v zadnjih genih, ne? Čeprav, nečesa ne bo več, dajmo še kupiti, dokler je. Narediš popoln kontraefekt. To se pravi, napovedana prepoved pomeni, vsi bomo zdaj kupili, dokler ne... Dokler lahko, ja. In v bistvu nekako zdraži to ljudi. Prepovedi vedno zdražijo ljudi. Sploh, ko bom rekel, Evropa ni enotna. Mi imamo zelo različne kulturne korenine, zelo različne navade in en del Evrope zelo reagira na to kot na rdečo krpo. Recimo Italija isto. Ne? Država bo nekaj prepovedala, itak, da so takoj vsi proti. Ne? Vsi probajo najti luknje. In mislim, da to ni potrebno, ker če ti to se da tudi na mehko narediti, se pravi z nekimi, ti pomagaš elektrifikaciji in z neko obdavčitvijo zaviraš fosilizacijo. In lahko isto dosežeš brez kakršne koli. No, sej, na Kitajskem je tako, ko sem bila, so nam to povedali, da na električni avto pravzaprav ni treba nič čakati za registracijo, dočim ko na ta navadni benciner pa čakaš. Ampak ni pa prepovedan in tudi ne predvidevajo prepovedi. Ja. Tako da ta prepoved, no, recimo, če gremo na eno drugo stvar. Ko sem bil otrok, so bile še parne lokomotive, tudi so se pojavljale. Ne? Se pa že električne pojavile, pa dizelske. In parna lokomotiva je bila okoljsko gledano popolna katastrofa. Tiste iskre, ki so letele ven, so povzročale požare. Energetsko neučinkovita, smrdeča, počasna. Ampak jih nihče ni prepovedal. Pa so kljub temu zginile v 20 letih. Tudi konjev ni noben prepovedal, ko so se pojavili avtomobili. Jaz mislim, da ta prepoved zaradi psihologije ljudi škodi in da jo bo itak preklicali in da itak ni dosegla svojega namena. No, ampak glejte, recimo, tu vidimo vaš predelan avto, vi ste dirkali, pravzaprav šli na nekaj teh dirk s temi električnimi avtomobili. To je bil en lep zametek, da bi vi kot pionir elektromobilnosti na nek način dal zametek za nek start-up, da rečem, ali pa za neko novo proizvodnjo slovensko. Zakaj se je to ustavilo? V bistvu avto narediti ni tako enostavno. Da narediš avto od A do Ž, tako da od tega, da mi smo predelali avto, nismo delali avtomobilov. Ja, predelali ste avtomobile, ja. Moram reči, da so bili to zelo zanimivi časi. Ne? Pionirski časi so bili veliko bolj razburljivi in zanimivi, kot so te časi zdaj. Ampak zakaj ste nehali s to predelavo? Ker je enostavno časi pionirstva so minili. In zdaj, ko dobiš, ne vem, v Nemčiji dobiš 3 leta staro Teslo 3 za 22-23 tisoč evrov, za ta isti denar bi pa, ne vem, predelal eno dačo, ne, da pa enega Volkswagna ni smiselno, ker ne moreš konkurirati proizvodnje. Predelana stara Tesla, ne, baterija je pa že malce načeta, ne? Ne, mi imamo večino našega voznega parka so ta stare Tesle S, ki so zdaj stare 9 do 10 let. In najnovejša ima 216 tisoč kilometrov, najstarejša ima pa 460 tisoč in se vse vozijo. Tako da je to tudi en mit, kako te baterije
No, pri tej predelavi je zanimivo vprašanje, to me vedno zanimalo, ste vi potrebovali potem nek dodaten A-test seveda, za registracijo, homologacijo, ne? To je tudi najbrž neka ovira, ali kako je s tem? Je ovira, mislim, je pa tudi nujno potrebno, ker drugače na cesto sprava stvari, ki tudi niso primerne za to. Pa res je, da zdaj recimo sem videl, da te, ki še predelujejo, v Nemčiji in na Nizozemskem počasi ugašajo, zato ker so proizvajalci serijskih vozil pritisnili na to, da morajo biti te homologacije hujše, zato da to postopoma ugasne. Ampak predelava nekako nima več smisla, ko gre enkrat neko vozilo v serijo. Morate vedeti, da ko je neka avto v serijski proizvodnji, za narediti Tesla Y rabijo, mislim, 12 ali 13 ur. Ti v tem času kaj predelaš? Nič. Ali je v tej predelavi, ki ste se vi lotevali, kaj takega, kar bi lahko tudi avtorsko zaščitili, registrirali kot patent? Saj imamo patentiran sistem hlajenja, nekaj stvari imamo patentirane. Imate patentirane? Ja. In potem to uporablja še kdo, ali kako je s tem? Ste prodali komu, dobite tantieme, kakšne vizijo? Ne, mi smo se zdaj res usmerili v polnjenje vozil, ker je to ena tržna niša, kjer tudi lahko cel razvoj držiš v nekem manjšem področju, se pravi v svoji firmi lahko držiš cel razvoj, kar pri avto ne moreš, ker je prevelika zadeva. Pa šli smo na to, da je vse evropskega izvora, se pravi, da se vse dela v Evropi, pa kar se da v Sloveniji. V bistvu vse delamo v Sloveniji, razen kabla pa čipov. Čipe se itak ve, da ni proizvajalcev v Sloveniji, pa tudi v Evropi jih ni. Torej, vi na tem področju svetujete tudi vladi. Kam gre zdaj Slovenija? Nam lahko odkrijete to, kaj dela vlada na tem področju? Skuša povečati prehod na električna vozila. Je pa res, da Slovenija je malo specifična, ne? Mi imamo 2 milijona prebivalcev, kar je nekaj takega kot Milano. In v evropskem ali pa svetovnem pomenu zelo malo pomeni, kako se vozijo Slovenci. Pa imamo tudi sistem javnih prevozov, ki je med slabšimi v Evropi, ne? Sistem železnic, ki je še v bistvu iz carske Avstrije, kar se tiče povezav, oziroma je malo zmanjšan, bil po drugi svetovni vojni. Tako da nekih čudežev ni za pričakovati. Se pa je to naredilo, da so subvencije tudi za do 3 leta stara rabljena vozila uvožena iz Evrope, kar mislim, da je zelo pozitivno, ker Slovenci smo vedno bili rekorderji v kupovanju rabljenih vozil. Pa seveda je omejitev starosti, zato da se starih kant ne uvaža, ne? Predvsem te prve generacije električnih vozil, ki so imele premajhne baterije in res je potem samo za okoli hiše, no? Za razdalje, ki jih tudi s kolesom lahko narediš. Pa ima vlada tu kakšen načrt? Recimo, lahko smo slišali to sončne elektrarne, to je bil kar velik načrt, ali pa recimo te zbiralnike baterije, hranilnike za energijo. Kakšen je načrt, kar se tiče teh električnih vozil? Načrt je, da se v bistvu omogoči ljudem, da pridejo do električnega avta na nek način, ki se jim bo zdel ugoden. Se pravi, delno so to subvencije. Prav kaj, 15.000 evrov do 20, ali kaj bi bilo ugoden način? Ne. Subvencija ni 15.000 evrov. Ampak cena avtomobila, recimo. Ja, da se nekje spravi na eno ceno okoli 20.000 evrov. Subvencija pa? Subvencijo se pa to doseže. Ja, recimo, subvencija ne pokrije vsega, ne? Koliko bi pokrila, ali v celoti? Ne, subvencija ne pokrije vsega. Subvencija je 6.500 evrov za vozila do 35.000 evrov cene, potem je pa 4.500 evrov do 55.000 evrov. Prav, te vozila, tisti, ki ima nad 55.000 evrov, tudi subvencije ne rabi. In zdaj s temi kitajskimi vozili, recimo z MG-4, so ljudje prišli lahko do dosti dobrega avta že za 25, 26, 27.000 evrov. Če si odbil subvencijo. Zdaj bo pa zaradi te evropske carine bo treba pa malo prilagoditi te subvencije, verjetno. No, problem, ki ga vidim jaz, ta gospodinjski problem, da tako rečem, za ljudi, ki živimo v blokovskih naseljih, ne, mi bi z veseljem imeli tudi drugi avto električni ali pa prvi avto električni. To je, kam, kje, kako? Iz ust ste mi vzeli temu, ker to je ena od najbolj perečih tem pri nas, so ljudje, ki stanujejo v večstanovanjskih stavbah. In tega je približno dobra tretjina. Malo več kot tretjina je teh ljudi. In marsikdo od teh bi bil izredno zadovoljen z električnim avtom. Ampak problem je,
ker je potem vezan na javno polnilno infrastrukturo, ki je ali slaba, ali pa draga, ali pa oboje. Tle rešitve obstajajo, samo zaradi kupov, zato je treba spremeniti res cele kupe predpisov. Pa imate problem, ker zemljišče pred blokom ni nujno od blokarja, vse veste. Vem, ja. Lahko je od občine, lahko je pa od nekoga XY. Še prejšnjega kmeta, lastnika tako je. kmeta. Tako. In tle, če hočeš postavljati neke polnilnice, rabiš dovoljenja. Zdaj, malo se gleda na Švedsko, pa na Nizozemsko, ker so šli mimo tega, samo so morali pa spremeniti res zelo veliko predpisov. Moraš spremeniti tudi to, da ne rabiš soglasja stanovalcev. Na Norveškem je recimo tako, da stanovalec se ne more razburiti, če ti hočeš postaviti polnilnico. Če pa se hoče, mora pa on vložiti pritožbo in jo tudi utemeljiti, zakaj je to tako. Pri nas moraš pa dobiti soglasja. Nismo samo mi v tem ZOS-u, bom rekel. Tudi Avstrija, Nemčija ima podoben problem. In tle neke čist hitre rešitve ni. Je pa res, da recimo Elektro Ljubljana je stopil en korak naproti in je na svojih polnilnicah, pa ne vem, če na vseh, dal neko prilagojeno ceno 22 centov, kar je približno 30% več, kot je gospodinjska tarifa, ampak še zmeraj zelo pocen, se pravi, se lahko zelo pocen voziš, bistveno ceneje kot z benzinom, vendar ti regulira moč. Se pravi, takrat, ko je omrežje obremenjeno, takrat boš počasnejš filal, kadar pa ni, boš pa hitrejš filal. In to je ena taka, v to smer bo treba gledati. Se pravi, gledati bo treba v to, da se naredi neka parkirišča, kjer bo elektrodistributer ponujal električno energijo po ceni, ki bo primerljiva gospodinjski ceni, ampak seveda se bo prilagajala glede na odvzem. Se pravi, trenutno, tako kot imamo trenutno mešanico, bo po noči cenejša. Se pravi, boš ti avto zvečer parkiral, zjutraj bo poln in to po eni taki tarifi, kot če bi ga doma. Ker to z lastništvom blokov in ozemlja pred blokom, to se ne bo tako hitro razrešilo. To je v bistvu gordijski vozel, ki bi ga bilo treba presekati, ampak v demokraciji se to ne da presekati. Ja, seveda, pa tudi recimo problem so že sama parkirišča. Bog ne daj, da zdaj že itak so parkirišča, ja, še dve parkirišči električnim avtomobilom. Ker bo itak zaparkirana, ker so tako zaparkirana, ker če imate vi vhod v svojo hišo, bo še ta vhod zaparkiran. Torej, ta vizija je bolj za lastnike zemlje, nepremičnine, več objektov, to je potem za njih rešitev. Ne nazadnje imajo sončne celice, imajo brezplačno elektriko, tako kot ste rekli. V bistvu plačate 50 € za vse skupaj, a ne, ker imate zemljo, ker imate svoje strehe in to je se lažje, odločate. Kar je treba tudi narediti, je, da bi država morala spodbujati, pa upam, da mislim, da se dela na tem, da bi podjetja spodbujali tiste, ki imajo parkirišča, da se tam postavi nastrešek s fotovoltaiko in da lahko zaposleni polnijo. Ker v bistvu v prihodnosti se bo polnilo bolj čez dan, ker čez dan je svetlo in ko je svetlo, takrat dela fotovoltaika. Ker vsaj en dan na teden večinoma imate sonce, en dan na teden je pa dovolj, da vi avto toliko napolnite, da se boste v službo pa nazaj. Tako da v prihodnosti bo veliko polnjenja tudi pred firmami. No, še en problem se tu nahaja, dobro, to so garaže, ker nekdo, ki ima garažo, veliko laže postavi ta električni avto po zimi v garažo. Vsaj občutek imamo, mogoče spet to nek lobby, ki govori drugače, ampak se zgodi, da po zimi električni avto in baterija ne dela najbolj optimalno. Kako je s tem? Kako je z nizkimi temperaturami? Nizke temperature požirajo energijo, ampak avto je pa bolj zanesljivo deluje kot bencinski avto. Če to ne bi bilo tako, potem na Norveškem ne bi bilo toliko električnih avtomobilov. Mi ves čas govorimo, da je električni avto po zimi problem, pa gledamo, kako je Norveška kompletno elektrificirana, že tovorni promet je tretjinsko elektrificiran. Po zimi električni avto se ne zgodi tako kot z benzinskim, da ne bo žgal. Je pa res, da za ogrevanje kabine pa za ogrevanje baterije porabi nekje med 15 in 30% več energije. Se pravi, če imate domet, pol let 300 km, boste imeli po zimi 200. Če je pa avto parkiran v garaži, se pa to precej zmanjša, zato je garaža bolj ugodna. Ker v garaži ponavadi ni temperatura pod nič,
je nad nič in je pola razlika recimo 10%. To se pravi, porab več. Možnost, ne, recimo, če gledamo neko slovensko družino, če ima nekdo hišo, vrt, prostor, garažo, dvorišče, kjer si vse to uredi in ima lahko nek drugi avto, ponavadi je to drugi električni, kjer je Mot ima tudi prvi. ponavadi, da gre saj po obvoznici, da to drži, za neke velika potovanja je pa ta bencinski, ali kako je s tem? Vendarle je električni avto drugi avto. Ma ni, mi imamo električne avtomobile kot prve avtomobile. Tudi ogromno ljudi poznam, ker praktično vsi, ki so šli na električne avtomobile, bom rekel te zadnje generacije, da je baterija vsaj 50-60 kWh, jih uporabljajo kot prve avtomobile, se vozijo na dopust z njimi, ravno tako. Kako je v Sloveniji z rezervnimi deli za električna vozila? Vi ste se svoj čas ukvarjali z rezervnimi deli. V celi Evropi je problem z rezervnimi deli, pa ne za električne avtomobile, ampak za vse avtomobile. Kako je do tega prišlo, ne vem, zadnja leta, sploh po koroni, je problem, da se čaka na rezervne dele za vse avtomobile. Ni rezervnih delov. Zdaj ne vem, kako je do tega prišlo, zakaj je tako pomanjkanje rezervnih delov, ali so bile premajhne zaloge, ali so vsi računali na nek on time. Dejstvo je, da vplivajo tudi take stvari, kot so recimo tiste rakete, ki jih Hutuji streljujejo na tankerje pa tovorne ladje, ker morajo zdaj vse tovorne ladje plujejo okoli Afrike in to skoraj za en mesec podaljša pot. In so te dobavne verige so se pretrgale ali pa so se podaljšale. V bistvu se je ves ta nered začel v času korone, ne? Ampak to še kar traja. Dobavne verige so problem, zato tudi mi skušamo imeti čim večje zaloge, zato da nisi odvisen od teh dobavnih verig. Katera slovenska podjetja so tista, s katerimi vi že sodelujete, kjer vidite neko možnost, mogoče tudi s tujimi podjetji, ker nenazadnje imate vi, torej vaš Metron ima nekaj podjetij v tujini. Zakaj je to tako? To je predvsem zato, ker ima vsak trg svojo specifiko. Če Nemec kupi kabel ali pa polnilno postajo od slovenskega Metrona, prvi vrsti pričakuje brezhiben produkt za vsaj tretjino nižjo ceno. Če kupi ta isti produkt v Metronu Deutschland, bo plačal tistih 30% več. Tle je predvsem ta imidž. Psihologija, kot ste že rekli. Psihologija, čist psihologija. Kje imate vi ta podjetja v tujini? Ena je na Severnem Irskem, to je zato, da oskrbujemo Britanijo, to je zaradi Brexita. Drugo je pa Nemčija, ker nemško govoreči del Evrope in temu nemškemu smo celo uspeli pritakniti zraven Deutschland. Sprav ni Metron, ampak je Metron Deutschland. To je čist psihološko. No, zdaj, ko smo že pri psihologiji, povejva, tako kot ste že omenili, vaš oče je bil profesor dr. Vid Pečjak, ki je napisal znano knjigo Drejček in trije Marsovčki in vsi si lahko mislimo, kdo je ta Drejček, ne? Sedi tukaj pred nami, ne? Kako je bilo živeti v taki družini? Nekako imam občutek, da mogoče ta inovativnost izhaja tudi iz tega vašega družinskega okolja. Sigurno, mislim, definitivno izhaja iz tega, ne, da sem vedno gledal širše, zato ker so me že tako učili. Ja, seveda je ta knjiga Drejček in trije Marsovčki tudi vplivala name. Ali pa jaz nisem na knjigo, ker je bila napisana glih takrat, ko sem se rodil in prvotno ime je bilo Mihec in trije Marsovčki, potem pa ko sem se rodil, nisem bil Mihec, ampak Drejček. So spremenili, ja. No, tule se vrtijo tudi te fotografije vašega dirkanja, da tako rečem, tekmovanja, ko ste se še bolj intenzivno ukvarjali s temi električnimi avtomobili. Povejte nam kaj več, kje ste zmagali? Zmagal sem na reliju Monte Carlo za alternativne energije leta 2013. Potem bil enkrat zmagovalec Wave, mislim, da 2015, pa 2014 drugo mesto, to je bilo tisto prej, tisto rdečo Mazdo. V bistvu je bilo, tole je pa iz Monte Carla, v bistvu smo to delali zato, da bi ime Metron promovirali. Ker iz Slovenije, vedeli smo, da Slovenija ni trg in da nikoli ne bo kakšen velik trg. Najprej, ker nas je 2 milijona, pa tudi zato, ker se zelo počasi elektrificiramo. Tako da smo vedno bolj šli na tuje trge. In
če hočeš biti na tujih trgih, se moraš tam promovirati, ne v Sloveniji. In recimo prva naša tista vožnja, dolga vožnja, ki je zelo odmevala v Sloveniji, je bila iz Bleda v Dubrovnik brez polnjenja leta 2014. S povprečno hitrostjo 66 na uro, ko smo šli po Jadranki. Tle je bila zelo odmevna in na Hrvaškem tudi, ampak v zahodnji Evropi pa prav nič. In zato smo potem naslednje leto ženo peljala iz Berlina v Karlsruhe, 824 km pa z višjo hitrostjo 72 na uro, ampak to je povprečna hitrost. Tle so zraven ušteti zastoji, približno 2/3 je bilo avtoceste, nekje 110 na uro, ostalo so bila pa naselja, pač vse tisto, kar se reče. Brez umestnega polnjenja, ne? Brez umestnega polnjenja, ja. Zato, da takrat dokažemo, da je to možno. In takrat smo tudi, no to je zanimivo, mi smo takrat, bil je ta najin predelan avto, pa nemške Tesle. Smo protestirali pred Bundestagom. Sicer je bilo tisti dan, ko se je začel ta wave, to je bilo vožnja električnih vozil, je bila izjava Merklove in vodilnih nemških industrialcev, da narediti električni avto z dometom nad 200 km zaenkrat ni možno. In to je blazno razjezil nemške lastnike Tesel, ki so že takrat imeli domet med 300 in 400 km. In zato smo obkolili Bundestag, pa so na nas poslali policijo in to v oklepih in z vodnimi topovi, pri tem, da noben ni bil nasilen. In so povedali, da se tam ne sme stati, ker je prepoved parkiranja, ker niso drugega našli. Pa smo pa vozili 20 na uro okoli Bundestaga, da bi protestirali proti taki neumnosti. In takrat je bil še čas, da se reši evropsko avtoindustrijo. Ampak te ljudje, so bili takrat večinoma stari 70+, Merklova je bila mladenka med njimi, so trdili, da to ni možno. In oni so krivi za to, kar se zdaj dogaja v nemški avtoindustriji. Ampak ti ljudje so zdaj v pokoju. Ja, Merklova je bila zdaj stara 70. Ja, vsi so v pokoju kot bivši šefi uprav in imajo penzijo, 30-40 tisoč evrov na mesec, ampak oni so tisti krivci. Niso krivi delavci v teh firmah. Torej, bistvena krivda, tako tudi beremo, gospe Merkel, za to elektrogospodarstvo je kakšna v Nemčiji? Kaj je delala narobe? Napačna je bila njihova energetska politika. Napačna je bila odločitev avtoindustrije, da v elektromobilnosti ni prihodnost in zaradi tega niso niti evra vložili v razvoj. In so jih po levi in po desni prehiteli tako Američani kot Korejci in Kitajci. In zdaj na svetovnem trgu, ker je mi gledamo, koliko avtomobilov se v Sloveniji, pa kaj se prodaja, pa dizli, pa tako naprej, ampak Slovenija je res čist nebistvena. Svetovni trg je bistven, celo Evropa postaja nebistvena. In na svetovnem trgu so zdaj najmočnejši igralci drugi, niso več evropska avtoindustrija. Nemčija je tisti primat zgubila. In to seveda ni dobro, to gospodarsko ni dobro, ker če mi hočemo imeti močno Evropo, mora biti močna vojaško, politično in gospodarsko. Nemčija je kihnila in mi smo zdaj. Mi smo se dobro, mi smo glih takrat, pa se mi zdi stran gledali. Nismo prehlada dubali kot ponavadi. Ne, naše gospodarstvo je dokaj stabilno, dokaj trpežno, dosti dobro se drži. In kot pravim, imamo tudi industrijo, ki dela take stvari, ki danes zelo grejo. Imamo tudi veliko high-tech firm, tako da nismo toliko slabi. Ampak kar se tiče elektrogospodarstva in tega načrta, podpirate nuklearko, energije bomo rabili vse več. V katero smer naj gre ta naša elektrogospodarstvo? To je v bistvu je stvar stroke. Kar se tiče nuklearke, načelno jaz nisem proti nuklearkam. Tle je sam problem stroška pa časa. Prav, če je možno narediti nuklearko dovolj hitro, za dovolj malo denarja, sem absolutno za. Če pa to ni možno, pa nisem. Zato, ker v 10, če ne v 10, v 20 letih bodo tudi druge opcije. Recimo baterije, ki se zelo cenijo. In pa fotovoltaika, ki bi jo postavili. Sam to problem tega, Evropa bi že lahko bila energetsko dosti samozadostna, pa sigurno tudi z nekaterimi nuklearkami. Pri nas imate tudi to opcijo, da bo tudi nuklearka Krško lahko še nekaj časa delala. Ugotavlja se, da so življenjske dobe teh nukleark bistveno daljše. Zdaj, če je pa možno narediti dovolj hitro nuklearko, pa Evrope brez nuklearne energije jaz ne vidim. Ni možna.
to je jasno. Da ker je to najbližje dekarbonizaciji je nuklearka od tega, kar imamo teh stalnih, konstantnih energetskih virov. Dobro, gospod Pečjak, za konec, Metron čez 10 let? Jaz mislim, da bo še vedno v naši lasti, se pravi, se ne bomo prodali tujcem. Kaj pa bo delal, pa ne vem, zato ker se hitro obrnemo. Ne. Smo majhni, mi smo sestavljeni iz majhnih, kot bi rekel, kot enih celic, in se lahko zelo hitro obrnemo. Ker lahko se zgodi, da tukaj ne bo več dovolj velike dodane vrednosti, pa bomo šli v nekaj drugega, spet v zvezi z, pa ne bom rekel ravno z elektromobilnostjo, zato ker je tudi energetika me je tudi blizu, mogoče z energetsko transformacijo, ampak sigurno tle nekje. Ne. No, ob Metronu povejmo, da pri vas ste uvedli 4-urni delovnik, ne? 4-dnevni delovnik smo imeli, pa smo ga ukinili, ker se ni obnesel. Aha, torej spet delate nazaj, tako kot? Delamo nazaj, ja, sam smo zelo fleksibilni, pač glih. Nihče ne dela več kot 8 ur, kakšni delajo tudi manj kot 8 ur. Ampak 4-dnevni delovnik se pa res ni obnesel. Zdaj, zakaj ne? Ker marsikdo govori o 4-dnevnem delovniku. Kot prvo, ljudje pol četrtek naredijo petek. Ne, v petek si radi malo prej grejo, potem grejo po četrtek malo prej. Druga stvar je pa to, da smo vezani na evropski ali pa celo svetovni trg. In potem telefoni v petek zvonijo v prazno, ali mora pa nekdo delati. Mi moramo tudi dostavajo v petek, a veste, ni samo komunikacija, tudi odprema in dostava delata v petek. In če ti rečeš, mi pa v petek ne delamo, potem narediš zmedo tvojim dobaviteljem in tvojim kupcem. Tako da se nam ni obneslo. Dobro, gospod Pečjak, najlepša hvala za ta pogovor. Vse dobro v poslih. Hvala. Ja. Spoštovane gledalke in gledalci, hvala za pozornost in nasvidenje.